Lepo pozdravljeni, dragi moji prijatelji. Tokrat vam bom poskušal na čist preprost način povedati ali obrazložiti, da bo lažje razumljivo, kako deluje dejansko ta naša podzavest oziroma podzavestni kot ga imenujemo. Verjetno vsakdo izmed nas pozna na pamet že kakšno besedilo, kakšne pesmi, ali je to slovenskega izvajalca ali katerega izmed tujih izvajalcev, ne. In prepričan sem, da 95% nas se te pesmi ni učilo oziroma napisalo besedila in ga ponavljalo in se učilo, ampak smo dejansko se to besedilo pa glasbo ali karkoli je pač, bi lahko zdajle to dali v naš kontekst, poslušali. Ali preko radia, preko televizije, bili na koncertu, imamo doma posneto in poslušamo preko YouTuba in tako dalje. In seveda večkrat, ko poslušamo tega glasbenega izvajalca, to pesem, to besedilo, bolj jo poznamo. Dokler nekega dne enostavno tega ne vem, dejansko to pesem, besedilo vemo na pamet. Torej ne rabimo več niti poslušati, niti nič, ne rabimo slišati od zadnje glasbe nič, znamo jo enostavno zapeti sami. In tako deluje tudi vso to govorjenje, objavljanje, pošiljanje raznoraznih obvestil v vseh medijih, tu in tam in tako ali drugače, glede tega novega glede tega pikeca v ramu in tako dalje, ne. In večkrat, ko mi to slišimo, večkrat, ko te besede vidimo, večkrat, ko nam jih ponovijo, večkrat, ko jih preberemo, bolj ponotranjene so pri nas. In samo nekega dne enostavno se mi odločimo, okej, to velja, zdaj bom pa to sprejel. In če razmišljam malce vnaprej, bi lahko rekel, da verjamem in da sem prepričan v to, da je ta del, ki se zdajle v tem trenutku dogaja na svetovnem nivoju, samo predigra. Predigra za nekaj večjega kasneje. Ker ko bodo ljudje pripravljeni, ko bodo večina ljudi sprejeli, da je to res, da je tako, ker se bo to ponavljalo, tako bodo potem nekega dne to sprejeli za svoje in enostavno začeli še bolj množično hoditi in nastavljati svoje zdravje za dobro drugih. Jaz upam, da sem vam s tem prispevkom vsaj malo odprl delček tiste skrivnosti, kako zadeva funkcionira in kaj lahko zdajle sami naredite, da tega več ne bo. Preprosto ignorirate vsa ta sporočila, vržete jih v koš za smeti, ne berete teh informacij, ne poslušate več novic, torej izklopite radio, izklopite TV, ali pa glejte oddaje, ki vas zanimajo, verjetno, če imate možnost, da tega ogleda nazaj in to, da lahko reklame preskočite, da vse te stvari, ki so noter vpeljane, kar se tiče pozivanja k tem dejanjem, preskočite, preslišite, ignorirate in da se osredotočite bolj na neke pozitivne zadeve, da vzamete v roke kakšno knjigo, kakšno literaturo, ki vam bo pomagala videti svet drugače, pozitivno in da boste lahko dejansko zaživeli življenje, kot si želite. Hvala, da ste me poslušali, kmalu vam sporočim še kakšno drugo informacijo in pa nasvet glede teh zadev. Do takrat pa lepo bodite in uživajte. Čau.